Semiški kulturni center je bil minulo soboto prizorišče 32. srečanja tamburašev in mandolinistov Slovenije. Na oder je stopilo 9 najboljših slovenskih tamburaških orkestrov, izbranih na regijskih tekmovanjih. Tamburaški orkester Glasbene šole Črnomelj, Viniški tamburaši, Petrovi tamburaši, tamburjaši Vipava, tamburaški orkestri Majšperk, Artiče in Šmartno, vipavski tamburaši in tamburaški orkester Dobreč iz Dragatuša. Njihove nastope je pozorno spremljala 3-članska strokovna žirija. Na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti so se namreč odločili, da po lanskoletnem premoru, ko je imelo zaključno državno srečanje le revijalni značaj, ponovno uvedejo tekmovanje. Ja, vedno je za orkestre izziv tekmovanje večji kot samo revijalni del. Nekateri orkestri so se predstavili le s tamburicami, drugi so v svoj nastop vključili tudi druge glasbene inštrumente, pridružili so se jim pevci ali pa celo pevski zbor. In občinstvo je 3 ure uživalo v kakovostnem programu. Ko se je predstavilo vseh 9 tamburaških orkestrov, se je na delo podala strokovna žirija. Občinstvo pa so ta čas navduševali gostje večera. Mestni tamburaški orkester Branko Radičević iz Rume v Srbiji. Iz Vojvodine je tudi eden od 3 članov strokovne žirije, ki so spremljali tokratno srečanje. Kot pravi, ga je navdušil visok kakovostni nivo igranja vseh tamburaških orkestrov na srečanju. To je jedan trend, jedno potpuno novo gledište na tamburašku muziku koje se pojavilo početkom, kaj možemo reći sada već... To je nov trend, popolnoma nov pogled na tamburaško glasbo, ki se je pojavil konec prejšnjega in v začetku tega stoletja. Filozofija, estetika in pristop k tamburaški glasbi so se spremenili. Tamburica se več ne obravnava kot inštrument za zabavo, ampak nasprotno, živi bogato življenje na sceni. Postala je inštrument, ki stoji z ramo ob rami z vsemi umetniškimi glasbenimi inštrumenti in ima celo nekatere primerjalne prednosti z drugimi glasbenimi inštrumenti in drugimi ansambli. To se je pokazalo tudi nocoj. Čak naprotiv ima neke i komparativne prednosti odnosno na druge instrumente in na druge ansamble i to se pokazalo i večeras. Morda smo bili pa nekaterih razočaranih, to je pa vedno, mislim, nekateri orkestri držijo svojo kvaliteto konstantno, drugi pa pač ne. Dostikrat se tudi zgodi, da ti 2-3 ključni orkestraši manjkajo in se to pri takem majhnem številu in takem premajhnem sestavu tudi pozna. Tudi izredno je važno programsko usmeritev, kako so dobro izbrali program, da so lahko vse tisto, kar orkester lahko pokaže, resnično pokazali. Tukaj se pa včasih tudi v iskanju enih novih poti, novih možnosti, tudi slabosti pokažejo. Bronasto plaketo so podelili tamburaškima orkestroma Artiče in Majšperk ter Petrovim in Viniškim tamburašem. Srebrno plaketo je prejel tamburaški orkester Glasbene šole Črnomelj, zlato tamburaški orkester Šmartno, zlato s pohvalo vipavski tamburaši in tamburjaši Vipava. Z najvišjim številom ocenjevalnih točk pa so postali letošnji zmagovalci, državni prvaki, člani tamburaškega orkestra Dobreč iz Dragatuša, ki so tako vnovič potrdili svoj 8-letni sloves najboljšega tamburaškega orkestra v državi. Tudi kar se tiče Dobreča, seveda je bila ocena enotna vseh 3 ocenjevalcev, že brez dogovarjanja smo praktično vsi 3 enako ocenili.